V avtoservisu Špajzer Trbovlje vam omogočajo nakup vozil znamke Citroen in nakup rabljenih vozil različnih znamk. So pooblaščeni zastopnik znamke Citroen, opravljajo servis vozil, kleparska popravila vozil, premontažo pnevmatik in optiko vozil. Za več informacij so dosegljivi na sedežu podjetja ali na telefonski številki 03 66 30 170. Citroen. Ponedeljek je dan za Reporter. Prav lepo pozdravljeni v oddaji V zakulisju. V tokratni oddaji gostimo novinarja tednika Reporter, Nenada Gliksa. Nenad, živjo. Živjo. Ker precej let se že poznava, se tikava, tako da predlagam, da tako stane tudi v tej oddaji. Greva nazaj na tvoje korenine. Kakšni družini si ti odraščal? Novinarski menda ne? Ne, noben v družini ni novinar, oziroma stric je bil novinar, od očeta brat. Moji starši pa daleč od novinarstva. Oče je zdravnik, upokojen pulmolog. Mama je diplomirana medicinska sestra, ki je sicer potem zaključila fakulteto za organizacijske vede v Kranju. Tako da je pol nekaj časa, mislim, da je en mandat delala še kot ravnateljica zdravstvene šole v Novem mestu. Sestra je sociologinja, tako da ni nihče v novinarstvu. Tebe pa tudi ni potegnilo v medicinske vode? Ne, nikoli. Nisi skrvionati? Točno, ja. Recimo, spomnim se, ko sem bil enkrat pri očetu v bolnici, so nekomu vzemali kri. In niso meni, ampak jaz sem samo tam sedel zraven oziroma v tistem prostoru in sem gledal in je meni postalo slabo. Ne tistmu, ki so mu vzeli, meni je postalo. Tako da ne, niti sestra, niti jaz nikoli ni vleklo v to. Pa tudi videla so, kako je to zahteven poklic. Oče je bil precej v službi pogosto odsoten, zelo stresen poklic, tudi mama, ko je bila v šolskem dispanzerju, tudi zelo zahtevno, bi rekel, tudi za družino. Tako da, ampak novinarstvo je pa tudi podobno, stresno. To pa je tudi res. Bi se kar strinjal, ja. Ja. Res, da pa ne gre za življenje. Sta se v tem času, odkar imamo COVID, z očetom kaj pogovarjala o tej bolezni? Ja, posebej na začetku. Glede na to, da tudi zelo vpliva ta virus, škodno vpliva na pljuča, ne? Ja, na začetku v bistvu je bilo pomanjkanje informacij, nihče ni natanko vedel, za kako resno zadevo gre. Epidemija nikoli še nismo doživeli česa podobnega. Začeli so se, mislim, da marca tisti ukrepi, ustavitev gospodarstva, družbenega življenja. In sem ga spraševal, v bistvu me je zanimalo njegovo mnenje, ali misli, da je vse skupaj to upravičeno. Ker so se mnogi spraševali, ali so res ti ukrepi upravičeni, ali ne gre za pretiravanje, ali je res tako resna bolezen. In v bistvu, ja, že od začetka mi je rekel, da so stvari zelo resne. In vem, ko sem ga vprašal, kaj pa misliš, koliko bo to trajalo, mogoče 2 tedna? Pa se je smejal, pa je rekel, ja, mislim, da precej dlje. Je še vedno tega mnenja? Ja, še vedno. Ja. Se je kaj vključil nazaj? So ga kaj poklicali, glede na to, da pravijo, da je pomanjkanje kadra? Ne, on je tudi že v letih, tako da ni več. Spremlja pa? Spremlja pa, ja. No, malce pa si z medicino tudi ti povezan, ne? Prej sem slišal, da si bil tudi pri porodu, ne? Svojih otrok, svojega otroka? Svojega otroka. Takrat mi pa ni bilo slabo. Zanimivo, ne? Ja. Ampak je pa to izkušnja, ki jo ne pozabiš. Tisti, ki smo jo dali skozi? To je res izjemna izkušnja. V bistvu na nek način, če
če česa takega ne doživiš, pa ne veš, kaj si zamudil. Ne? Pač, je nek tak občutek v bistvu neopisljiv, ko vidiš tisto novo življenje, ko vidiš, da pride na svet novo bitje, skozi majhna vrata, ne? Ja. še ves krvav, ne? Ja. In tako. In ja, to je nekaj posebnega. Ja. In verjetno tudi pogled na ženske malce še bolj spoštljiv kot prej. To pa sigurno. Ja, tako da nam je moški marsikaj prihranjen. Ja, saj pravijo, če bi moški rojevali, potem bi bilo bolj malo otrok. Ne? Ja. Na... Po mojem tudi. Okay. Ja. Ja. No, ti si pa zajadral v pravo. Zakaj? V srednji šoli me zanima, hodil sem na družboslovno srednjo šolo v Črnomlju, družboslovno gimnazijo. Zanimalo me je pač, ne vem, novinarstvo, sociologija, tudi pravo. In potem sem se nekako odločil za pravo. Mogoče so na to vplivali tudi kakšne serije na televiziji, kjer so prikazovali te pravniške, odvetnike, ne, v ZDA, kako branijo svoje kliente, ne, sodnike in tako. In zanimalo me je, ja, sem si predstavljal, da pač kot nekaj kreativnega, ne, nekaj, kjer rešuje svet. Ja, ampak tudi to, bi rekel, ta argumentacija mi je bila zanimiva, ne, kako ti nekaj dokazuješ ali pa kontriraš nečemu, ne. Tako da sem se potem, lahko bi šel tudi na FDV, naprimer, ampak potem sem se odločil za pravo. Ne. In tudi uspešno dokončal? Da. Si pravnik? Diplomiral sem leta 1999, sicer nisem bil tako priden študent, ne, sem kar nekaj let več študiral, kot bi, če bi redno vsak letnik naredil, ampak sem bil vztrajen in na koncu sem zaključil. Samo potem sem se zaposlil kot pripravnik na MNZ, ampak sem zelo hitro, že po 3 mesecih ugotovil, v bistvu, da to pač nek pravni okvir, da mi je preozek. Da saj tista javna uprava, ne, sem videl, me ni veselilo. Ne. Zdaj ne vem, če bi šel mogoče v kakšno drugo pravno področje, ampak ne verjamem. Ne. Enostavno sem potem iskal kakšne druge možnosti, to je bilo leta 2000 in sem se prijavil na RTV Slovenija. Nisem niti vedel, da imajo neko audicijo ali povpraševanje po novinarjih, kjer sem imel pa to srečo, da so iskali novinarje oziroma ljudi, ki niso končali FDV, ki niso končali novinarstva, ampak so končali naprimer ekonomijo, pravo, zgodovino, karkoli, da bi potem imeli neko širše znanje, ki bi ga potem nadgradili z novinarstvom. Ne? Ker v bistvu novinarstvo je neke vrste obrt. Ne? To ni, pri nas imamo fakulteto, kjer je tudi za novinarstvo, ampak v tujini mislim, da je to bolj redko, ne? Da si v bistvu tam se greš v novinarstvo, ko že imaš neko znanje, recimo iz drugega področja. Ne? Tako da potem sem šel na ta razgovor in mislim, da nas je bilo 60 ali celo več, vzeli so nas 6 v neko pripravništvo in jaz sem bil med temi. Ne. In začela se je tvoja novinarska pot. Ja. No, tega se bova še dotaknila. Seveda se morava pa še dotakniti tudi tistih prelomnih dogodkov za Slovenijo. Ti si bil takrat ravno toliko star, da si bil poklican na služenje vojaškega roka. Vojni rok si služil v Vrhniki. Tako je. Leta 90, pač po zaključeni srednji šoli, so nas, kot je bilo takrat tak sistem, vse pozvali v vojsko, v JLA.
In septembra 90 sem tako tudi jaz kot pač moji sovrstniki smo šli. Takrat so bile že prve svobodne volitve mimo, ne, je bil Demos na oblasti, družbene spremembe, ampak vojska zaenkrat tedaj še ni kazala navzven kakšnih večjih sprememb. Ne. Mislim, da je bila takrat večina Slovencev, da je bila vpoklicana v to peto armadno območje, pod katerega mislim, da je tudi en del Hrvaške sodil, pa Slovenija. Ne. To je nekako slovensko takrat vodstvo doseglo. Ne? Ja, tako. Tako da nas je bilo takrat na Vrhniki, to je bila oklepna brigada na Vrhniki, najmočnejša enota v Sloveniji. Veliko tankov? Ja, ne vem, mislim, da je bilo celo okoli 150 tankov. Ne bom zdaj rekel sigurno, ampak bili so pa veliko tankov, je bilo tudi teh M84, tedaj najmodernejših tankov, ki so bili, mislim, narejeni po vzoru tedajnih modernih sovjetskih tankov, tako da tista enota je bila po bojni moči daleč najmočnejša v Sloveniji, saj tam so tudi šli pa tanki na Brnik v času vojne. No in kaj je bilo, kaj si se ti učil v vojski, tudi za tankista? Bilo je mehanizovana pešadija. Aha. Ne, jaz sem bil prevelik za tankista, ali mi smo imeli tiste oklepna vozila, ne, poleg tankov za 10 vojakov so bila ta oklepna vozila. Jaz sem bil med temi potem, ne, ki smo se vozili s temi BVP, mislim, da je bilo bojno vozilo pešadija. Ne, za tanke so pa vzemali manjše, ne, mislim, da tam nekje do 1,70 m. Tako da ja, po tistem začetnem usposabljanju je potem vsak dobil neko zadolžitev specializirano, ne vem, ali si bil telefonist, ali si delal v skladiščih, mislim, da so bili tudi mizarji, v glavnem eno področje. Mene so pa, ne vem, po kakšnem ključu so mi namenili delo kafedžije. Torej nekoga, ki kuha kavo, in sicer za te oficirje v tisti osrednji stavbi na vrhniški vojašnici, kar je bilo v bistvu precej naporno delo. Mislim, da ker je v tistem poslopju bilo sigurno kakšnih 50 oficirjev in spomnim se, en kapetan je spil 14 kav na dan. Jaz sem imel pa tak velik lonec, v katerem je skozi vrela voda in sem tiste turške kave kuhal. To pomeni, imel sem nekaj teh džezov, džezvic, in sem jemal vodo in kavo in tako sem skuhal, mislim, da okoli 180-200 kav na dan. Pa še verjetno kaj čaja tudi, ne? Ne, sam za kavo zadolžen? Sem za čaj, ja. Sem za kavo. In sem jih nosil potem po celi stavbi. Sem imel plane in nosil, eno nastrope je še bilo. V glavnem to je trajalo, ne vem, tako od 6 zjutraj pa tudi do 8 zvečer, ker so bili nekateri še pol, ne, v službi. Tako da pol sem bil kar utrujen precej na koncu, ne. Bilo je pa zanimivo, ker sem spoznal v bistvu tudi te oficirje. Nekateri so bili prijetni, nekateri so bili, bi rekel, precej... So se kateri tudi umazali roke potem v slovenski osamosvojitveni vojni? Vem, da je bil en KOS, ta kontraobaveštajna služba, mislim, da se je pisal Popovič, en Črnogorc, ki je, mislim, da je potem v vojni bil tudi ranjen v Sloveniji. On je bil eden od teh najbolj zadrtih, ne. Sem prepričan, da je pač bil pripravljen marsikaj tudi početi, ne, med vojno. Tudi je, to so imenovali vrbovanje, pač nagovarjal je k ovajanju, ne, vojake in jih, mislim, da tudi precej nagovoril, pridobil. Tudi mene je enkrat
je tudi, pač on je imel tak pristop, ne, si prišel k njemu, ti je ponudil, ne vem, kaj za pit, kavo, viski, a boš kaj sladkega, zelo tako prijazno, ne, ampak v zadju je bilo pač to umazano delo. No, pa mimo grede, vsi drugi oficiri so se ga bali, ne? Verjetno, ja. Pri nas v Šentvidu je bilo tako, ne? On sicer ni bil počino tako visok kapetan, ne? Ponavadi so bili zastavniki ali pa zastavniki, ja. Ampak ti Kosovci so bili zelo vplivni, ne. Ni mu uspelo, ne? Ne, ni mu uspelo, vem, da je celo, mislim, da mi je nekaj ponudil in mi je rekel, kako sem, ne, kako sem. Pa sem rekel, jaz sem v redu, kako ste pa vi, ne? In tako je malo me čudno gledal, ne, in potem mi je en od vojakov rekel, da ga je vprašal, a je s temle vse v redu, ali kaj, ne, ker se tako malo čudno vede. Jaz sem pa v bistvu, takrat sem pa spoznal že oficirje, tudi tiste višje, ne vem, majorje, podpolkovnike in nisem imel več tistega rešpekta pred njimi, ne, kot na začetku, ker sem videl, so čist pač tudi navadni ljudje, ne, tako, eni so bili prav prijazni in nisem imel niti pred njim kakšnega tazga strahu, ne. Vem pa, da je precej vojakov tudi potem ovajalo, ne, tako, govorili so, ne vem, da jih je 1/4 ali koliko, ki mu nosi podatke, jaz ne vem. Ne. Vedno se najdejo takšni ljudje. Je pa takrat v Sloveniji pomladno vrelo, že prej, leta nazaj, 2-3 leta nazaj, potem Slovenija je imela že takrat tudi svojo vlado. Veliko se je, tudi mediji so bili takrat že malce drugačni, dobro, prej je bila samo Mladina, Nova revija, Radio Študent, potem so pa tudi že drugi osrednji mediji začeli malce drugače pisati tudi o osamosvojitvi. Kako je to na tebe vplivalo? Nenazadnje, bil si na sovražnem polju, ne? Ja, to je bila zelo zanimiva situacija, ne. Doma jih je bilo pa strah, verjetno, ne? Od poveljnika kasarne, to je bil Pane Matič, mislim, da podpolkovnik, je bila pa žena, je delala v enem kiosku znotraj kasarne in je prodajala časopise in mislim, da je celo da si lahko kupil tudi Mladino tam, ne. Mislim, da je bilo celo, saj na začetku. Tako da je bilo v bistvu nenavadno, nekako po eni strani sproščeno. Vem, da potem, ko se je bližala vojna, za katero seveda takrat še nismo vedeli, da bo. Mislim, da se je tudi še so se prodajale Slovenske novice. Takrat je bil to še pač na začetku novic in se spomnim, da so odštevali dneve v Slovenskih novicah, ne vem, še 30 dni do osamosvojitve, še 29 dni, še 28 dni, če se spomniš. V jugoslovanski armadi je bilo tako, ko si ti odšteval, recimo koliko ti še manjka, ne. Od 10 nas. Ja, pa si recimo rekel sitno, ne, to je pomenilo, da sem še drobiš, ne vem, 9 dni, 009, 008 do tistega dneva, ko si šel. Do James Bonda, ne. 007, no, in potem je bilo, to se spominjam, smo se potem hecali tako Slovenci, recimo si rekel 023, imali koja republika manje, ne, da 023 pa gremo, ne, tako. In ni bilo kakšnih sankcij takrat za take stvari, ne. Takrat se nam je to še zdelo tako, mogoče vse skupaj nismo tako resno dojemali, ampak ko sem bil jaz kafedžija takrat v tej osrednji stavbi, kjer je bilo poveljstvo, spomladi 91 sem potem, recimo, ko sem prišel v eno pisarno, je bila velika miza sredi pisarne, na kateri so bili zemljevidi. In okoli so bili zbrani vsi ti najvišji oficirji tam. In mislim, da je bil zemljevid tako Primorske, pa Puščice in tako. In jaz sem pač tam prinesel kavo in sem tako pogledal, ne, nisem se niti ukvarjal, kaj zdaj oni načrtujejo, ne. Nisem si mislil, to pa zdaj načrtujejo zasedbo slovenskih meja, tako. Ampak sem videl, da so me začeli sumljivo gledati, ne.
Pa nisem o tem niti nikomor govoril, da bi kaj oni zdaj počnejo. Ne. Nisem si takrat kot 19-letni pač fant predstavljal, kako se lahko to zaostri. Potem za nazaj sestaviš Lego kocke. Ja, tako. Ampak so me začeli sumljivo gledati in potem so me dali nazaj v mojo enoto, nisem bil več tam. Ne. Si več kuhal kavo za njih? Ne, ker so pač očitno sumili, da bom kakšne informacije komu nosil. Ne. Smo pa takrat, nas je bilo kar precej Slovencev tam, vsaj na začetku, ne. Ker so takrat nas razporejali na območju Slovenije, Hrvaške. Marca recimo takrat ni bilo več nobenega. Ne. Marca 1991 so prišli samo recimo iz Bosne, pa iz Kosova, iz Srbije, Slovenca nobenega, mislim, da Hrvata tudi zelo redko kateri. Potem se je pa vse bolj zaostrovalo, vse strožji režim je bil, vse težje si lahko dobil dovoljenje za izhod iz kasarne, ne. Tako da se je bilo videti, da se nekaj pripravlja. Ne. Kaj pa med vojaki? Recimo, verjetno si se največ družil ravno s Slovenci, ampak drugimi narodnostmi se je tudi čutilo napetost? Ste bili, kaj se greste Slovenci? Je bilo kaj tega? Niti ni bilo toliko tega. Opazil sem pri nekaterih Srbih, ne, zelo tak zaničevalen odnos do Albancev. Ne. Drugače pa tako, da bi se pa prav med sabo, recimo, ne vem, Slovenci, Hrvati proti Srbom ali muslimani, tega, to je bilo mogoče kje podtalno, tako ali pa pri kakšnih oficirjih. Oficirji so bili tako in tako večinoma Srbi, ne. Ni bilo pa toliko med vojaki. Ne. Jaz sem recimo spoznal nekaj čudovitih pač kolegov Srbov, ne, smo se super razumeli, nekateri so pa bili že taki v bistvu, da so gledali podsmehljivo na osamosvojitvene procese, na te slovenske težnje. Tudi mi je povedal en Hrvat, kako tudi so imeli med sabo, pač mu je en Srb tudi sovražno proti njemu tako vedel. So bili posamezni primeri, ampak na splošno pa tega ni bilo čutiti. Bilo pa je takrat, verjetno tudi v tvojih časih služenja vojaškega roka, da se je zjutraj dvignila zastava, pa potem, ko se je spet četa zbrala ali pa vod, je poveljujoči kaj povedal. Je takrat, recimo, ko se je Slovenija, ko je bila že tista slovesnost ob razglasitvi samostojnosti, je bilo kaj takrat govora o tem? So kaj govorili oficiri? So vam kaj povedali sploh, kaj se dogaja? Nekaj dosti. Je pa res, oni so nam, pobrali so nam vse tranzistorje, vse radije pred, ne vem, nekaj dni pred, ne. Jaz sem si pa shranil, sem imel en majhen tranzistor in ga nisem oddal, ne. In sem lahko poslušal, ne, kaj se dogaja. Tudi, tako da, recimo tiste indoktrinacije, ne, da bi nam to se spomnim, da je en oficir, ne vem, je bil poročnik, podporočnik, je rekel, ovo je poslednja bitka za Jugoslavijo. Ne. In jaz sem se komaj zadržal, ne, da se nisem začel smejati, ker sem si mislil, ta bitka je že mimo, ne. Že zgubljena. Ja, ovo je poslednja bitka. Mislim, da je precej oficirjev vedelo, da dejansko Slovenija pač ni več v igri, da so bili mogoče bolj fokusirani že na to veliko Srbijo, Bosna, Hrvaška. Eni so pa bili še tako, so mislili, da se lahko Jugoslavija ohrani. Ni pa res bilo kakšne posebne te indoktrinacije, da ne vem, to je mogoče bilo v katerih drugih kasarnah pri nas ni bilo toliko tega, smo bili pa razporejeni že okoli meja kasarne, tako so bili prav ti oklepniki okoli s cevmi, ne, na vse strani. Mi smo spali zunaj takrat na teh šotorskih krilih, to na srečo je bil junij, je bilo kar toplo.
In je bilo zelo napeto, ker je bila kasarna. Oborožitev ste pa imeli takrat tudi Slovenci? Ja, oborožitev smo imeli vsi. Ja. Vsi, ne. Vsak je dobil 5 tistih šaržerjev. Jaz sem imel M48. Ne, jaz sem imel tisto pač Kalašnikov. Ne, vsi smo imeli te, vsi smo imeli te avtomatske. Ne. Z lesenim kopitom ali plastičnim? Z unim kovinskim. Aha. Ne z lesenim, z unim, ki se je razstavljal. To je bilo pa verjetno že od zastavin, ne? Ne vem, ja, mislim, da ja. Ja. Ampak vsak je dobil 5 šaržerjev, to pomeni 5 nabojnikov, 30 nabojev, 150 nabojev. Jaz sem pa res razmišljal, tukaj hodi par 100 ljudi s 150 naboji v puški. Ne? Koliko je to varno, oziroma koliko je kdo neprišteven, da bi lahko kaj pač naredil, karkoli. Na srečo ni, ne? Na srečo ampak ni, ja. Tanki so pa šli ven, kot prvi dan že iz Tanki so šli kasarne. po noči iz 26. na 27. juni, so šli ven. Ti si takrat bil še? Ja, jaz sem takrat bil. Jaz se sploh ne spomnim, če sem takrat slišal te tanke, ker tanki so se skozi prižigali, ne, to ni bilo, gredo, ja. Skozi so bile neke izredne razmere, ne, in pač ob 2 ali 3 zjutraj, ne, in sem potem naslednji dan, ja, sem slišal, da so šli tanki na Brnik, in mimogrede v prvem tanku, ne, je bil en Slovenec iz Novega mesta. Jaz sem ga poznal, to pomeni, v prvi tank so dali Slovenca, ne, češ, streljajte. Če že streljate, boste na svojega streljali, ne. Ja, in takrat je pa pol pač, mislim, stvari so eskalirale, ne. So pa takoj, mislim, da že prvi ali drugi dan od začetka vojne, vem, da je ena skupina 5-6 Slovencev pobegnila, ne. To smo vedeli. Nekateri, vem, da je en, mislim, da iz Mute ali iz Dravograda tudi skušal pobegniti, pa ga je vojaška policija ujela, ne, in je pol so ga tam vodili, ne vem, je bil klenjen tako kot nekega zločinca. Poglejte, kaj se bo zgodilo, ja? Ja, in seveda nam so govorili, da imajo stražarji ukaz streljati na dezerterje, ne, da to pač izdaja in tako. Ampak nekaj Slovencev je že prvi, drugi dan pobegnilo, ne. Ti pa z mislimi, da tudi, ne? Jaz sem pa... Mimogrede, mobitelov takrat ni bilo, ne? Če nas gleda mlajša generacija, tako da stik z domačimi preko javne vojaške govorilnice, ne, če je že bil. Takrat ni bilo, seveda, takrat ni bilo več tega uporabi, ne, govorilnice. Ampak jaz sem imel pa v mislih, včasih se mi zdi hecno, da je bilo to v bistvu prvič in zadnjič v življenju, verjetno, ko sem sledil Milanu Kučanu, ki je takrat kot predsednik predsedstva pozval slovenske vojake naj zapustijo jugovojsko, ne. Ampak šele takrat, ko sem pa izvedel, oziroma ko se je vse skupaj začelo, ne, še vedno sem upal, da ne bo prišlo do žrtev, ne. Da bo, recimo, da bodo blokade, da bo tam vojska skušala to pač iti čez, da jih bodo ustavljali. Potem, ko sem pa slišal, da je prišlo prav do bojev, ne, in da so padli na slovenski strani policisti, teritorialci, to je bilo pa točka preloma, ne. To sem pa rekel, jaz po tej vojski več bil ne bom, ne. To ni več moja vojska, da bo po Sloveniji pobijala, ne. In sem se odločil pač, da grem, ne. Sem povedal še enemu prijatelju iz Ki na sreči ni povedal. Sem mu zaupal, ni povedal, ni pa se on odločil, sem rekel, pejva skupaj, ne. Lažje. Ampak ni se on odločil za to, ne. No in kako si ti šel? To je bilo v nedeljo, to pomeni v četrtek se je začelo, ne. Zjutraj v četrtek so šli tanki na Brnik. V nedeljo zvečer sem se jaz pač odločil, zdaj pa čas, ne, da res zapustim to. Nisem imel kakšnega posebnega načrta, vedel sem, kje je najkrajša pot do bližnjih hiš, ker je tam Stara Vrhnika, ne, tam je vas. Tudi sem vedel, da skoraj sigurno v katerikoli hiši se bom zatekal
me ne bodo izdali, tam so bili pač Slovenci in tako. In sem se zvečer odločil, sem se približal tej ograji, ki ni bila tako visoka, da jo ne bi mogel preskočiti, in je bilo pa res, da si šel čez kakšnih 30 metrov, recimo, tako imenovane čistine, ne. In na vsaki strani je bil stražar, so bili stražarji na gostu, tako da sem prepričan, da sta me vsaj z leve in z desne stražar en in drug videla, ne. In sem potem samo upal, da ne boste streljali. Pa da slabo streljata, da? Ampak ne samo, da niste streljali, noben ni niti zavpil stoj ali karkoli, ne. Ne vem, ali so pač, to je bila sreča, očitno so bili tudi stražarji nekateri taki, da niso tako, da so bili tako racionalni, da niso, ne. Ali pa ni še bilo tako podivjano, ne, kot je bilo potem v Bosni. Ja. Jaz sem se bal, da bi kdo šel za mano, da bi me probali ujeti, ne. Ampak tega ni bilo. Mi je pa potem en kolega, ki je ostal tam notri, pa smo se potem v študentskih časih družili v Ljubljani, pa mi je rekel, da je pol naslednji dan ta kapetan, ki je bil poveljnik naše čete, ne, ko so bili postrojeni, in je rekel, ja, kaj se je zgodilo, ne, še ta pa ta, ne, še glik se je pobegnil, ne. Pa tako dobro kavo je kuhal, ne. Ampak ta kapetan, ne, Josip Černi, je bil iz Slavonije doma, Hrvat, je potem, mislim, da je celo general postal v hrvaški vojski, ki se je potem boril proti tem srbskim enotam v Slavoniji, ne. Tako da je tudi on imel v ozadju neko drugo zgodbo, ne. Kam si prebegnil? Ne vem, mogoče kakšnih 100 metrov, 200 metrov stran od kasarne sem potrkal na vrata od ene hiše, to je bilo ponoči, v uniformi, ne. In sem rekel, ne, da sem pač Slovenec, da sem prebegnil, in če pokličejo teritorialce, ne. Nisem imel pa orožja. To se včasih si še tako očiten, zakaj pa nisi vzel puške, ampak ne vem, takrat mogoče, če bi pa vzel puško, da bi bilo pa huje. Bi pa mogoče kdo pa streljal na tebe, ne? Ja, tako da to ne vem. In so res potem poklicali teritorialce, in čez kakšne pol ure so mi dali tudi civilne obleke, sem se lahko tisto uniformo slekel, in potem sta dva teritorialca res prišla in sta me peljala do, ne vem, ali je kulturni dom ali kaj v tej Stari Vrhniki, kjer je bilo pa, so bili zbrani teritorialci, ne. In si se potem priključil, si bil vključen v kakšno enoto? Ja, sem bil, ja. So mi rekli, da bi se vključil potem, in sem rekel, ja, ampak če je možno, da bi se vključil v Novo mesto, ne, ker sem iz Novega mesta in sem si želel biti tudi bliže družini, domačemu okolju, in so potem so rekli, ja, da lahko, ne. In si dobil tudi oborožitev? Ja. Uniformo, tudi slovensko kokardo potem že, ne? Ja. S tem, da so mi takrat so tudi dali na razpolago, so bile tiste SAR 80, puške avtomatske, singapurske, ne? Ali pa Kalašnikov. In seveda, jaz sem se odločil za Kalašnikov, ker sem ga poznal, ne? Ja, seveda. Mimogrede, jaz sem ga imel skoraj leto dni doma, pol leta že prej, pa še potem leto dni v pripravljenosti, ne? Pa tudi med samo vojno. Na srečo, verjetno tako kot ti, ni bilo potrebno streljati. Ne, ni bilo potrebno. Takrat so me pa res v tak nek bes, nek gnev je bil v meni, češ, kako zdaj ta armada tukaj tepta Slovenijo, ne, pobija, uničuje, kako si drznejo to tukaj v moji domovini, ne, saj nismo mi šli v Srbijo požigati, pa mislim, streljati, ne, uničevati. Pa sploh demokratično, plebiscitarno smo se odločili, da gremo na svoje. Ja, in tudi nobenemu nismo nič žalega storili, ne. Tako da takrat, ne vem, po moje, če bi bilo treba streljati, bi verjetno tudi ne bi imel s tem problemov, ne. In verjetno si, Nenad, tako kot tudi jaz, ki sem bil tudi v času osamosvojitvene vojne vpoklican, spremljal tudi potem slovenske medije, tiskovne konference,
Kacina, Janeza Janšo, Bavčarja, seveda tudi Kučana, in takrat se je res zdelo, da Slovenija diha, ne, z enimi pljuči. Jaz sem imel res velika pričakovanja takrat, ne, da kako bomo kot samostojna država, kako bomo demokratični, da bo gospodarstvo se razvijalo, pač vsi sistemi v družbi, seveda tudi, da ne bo korupcije oziroma da bo čim manjša, da bomo svobodni, svoboda izražanja, tudi da bomo počistili s to komunistično dediščino, ne, da bo lustracija. Predvsem s tistimi, ki so si tako v pravosodju ali v politiki umazali roke. Mislim, da po eni strani mi je zdaj jasno, da lustracija ni bilo realno, da bi bila izvedena, ker če bi naredili res lustracijo, recimo bi verjetno tudi marsikaterega, potem, ki je bil na pomladni strani, morali recimo odstraniti, ne, ki je bil prej med komunisti, ampak saj mislim, da tisti vrhnih sloj komunistov, naprimer za Milana Kučana, ne, jaz mislim, da človek, ki je bil na čelu partije, ne bi mu smelo, v bistvu ne bi smel dobiti priložnosti potem za kandidaturo, ker nekdo bo rekel, ja, ampak to je demokracija, vse so ga demokratično, je bil potem izvoljen, ne. Ja, ampak prej ni bil, ne. Je bil, samo prej ni bil, plus kakšno je imel pol on zaledje medijsko in vse drugo. To pomeni, niso bile štartne pozicije s Pučnikom, ne, niso bile enake. To ni bilo zagotovljeno. Vemo, kaj vse so govorili o tujcu, Pučniku, ne, ki prihaja iz Nemčije in tako naprej. Kdo pa ga je pregnal v Nemčijo, ne? Pa v zapor. Točno. Ravno tisti, ki so partijo vodili. Recimo tudi v pravosodju, ne? Tako, ja. Ni bilo lustracije. Sodniki, čeprav je bil en člen, da tisti sodniki, ki so kršili človekove pravice, ne bi več smeli biti sodniki, ampak tega ni v bistvu nihče upošteval. Vsi sodniki, ki so recimo Masleša pa taki, ne, ki so bili prej zadrti komunisti, in pač o njemu, ne, vemo tudi zgodbe, so govorili, kako naj bi se navduševal nad streljanji tedanjih prebežnikov iz vzhodnega bloka. Sodnik Zobec govori o tem. Ja, pa še en, mislim, da je sodnik. So ostali na funkcijah, ne. Smo prišli celo v pozicijo, da je tak človek postal potem predsednik Vrhovnega sodišča, ne. No, kljub vsemu nekako smo se lepo osamosvojili, nekaj žrtev je sicer bilo, Slovenija je kar lepo napredovala, mimogrede, omenil si korupcijo, jaz se spomnim tudi še v tistem času, ko je še bila vojska v Sloveniji, preden je odšla iz Slovenije, smo že mi nakladali v Celju nek kamion. Mi smo vprašali, za kam pa je to, vem, da stare puške M48, pa nekaj municijo, ja, to gre pa na Hrvaško, ne, ker jim je treba pomagati, da bodo pač oni dol se obranili, da vojska potem ne bo prišla. Ampak smo potem kasneje izvedeli, da se je tako na levi kot na desni tudi kar precej trgovalo z orožjem, ne, pa nikoli do konca raziskalo. Ja, to je rak rana Slovenije, ne, da si marsikaj nikoli do konca ne razišče, ne. Po eni strani so tisti, ki recimo so zagrešili kakšna kazniva dejanja, na ta način obveljali, ne, saj pravno za nedolžne, po drugi strani pa tisti, ki niso ničesar zagrešili, se jim lahko kadarkoli očita, pač, da so počeli nekaj, ne, čeprav jim ni bilo nikoli dokazano, ne, tako da res, jaz sem bil morda najbolj razočaran tudi potem kot pravnik nad stanjem v tožilstvu, v sodstvu, ne, ker mislim, sem prepričan, če bi tožilstvo, policija, tožilstvo, sodstvo v Sloveniji bolje funkcionirali, da bi bilo marsikaj drugače, ne. Zagotovo. Predlagam, da je za prvi del oddaje pogovora dovolj. V drugem delu se bova dotaknila tega, kar si zdaj na koncu načel,
tudi pravosodja, dotaknila se bova pa seveda tudi, pa še bolj natančno se sprehodila skozi tvojo novinarsko kariero in kakšno rekla ob koncu tudi o stanju duha, tako na medijskem kot na političnem področju v naši Sloveniji, ki je že zdavnaj ven iz pubertete, pa še kar zdi, da je v puberteti. Tako je. Hvala, da ste bili z nami, pa dobrodošli tudi v drugem delu. Če ste ljubitelj športa in rekreacije, obiščite trgovino lopari.si v Trbovljah. To je trgovina za vse športne okuse.